sem, jaz nimam pojma, to dela ali ne, ampak po moje dela. In javljam se vam iz avta, nekje v Nemčiji smo zdaj, trenutno še vedno. Z Metko in Niko se vozimo do Bruslja in današnji dan je res pač en res napolno bizaren dan. Narobe gre vse, kar gre lahko narobe. Začel se je s tem, da nam je nekdo gume prerezal pred našo pisarno in da nismo imeli avtomobila, ki bi nas peljal do zagrebškega letališča. Potem so se začele pojavljati razne grožnje, razni napadi in na koncu smo letele do Bruslja in kar naenkrat so nam povedali v zraku, da ne moremo pristati zaradi dronov. Krožili smo okoli Bruslja in potem pristali zaradi pač varnostnih ukrepov v Nemčiji. In smo se znašli pač sredi noči v Nemčiji in z zavedanjem, da moramo priti do Bruslja. Te stvari se dogajajo, v resnici bi bilo ful boljše, če se ne bi, ampak mi pravimo, da zato, ker se dogajajo toliko težke in zoprne stvari danes, bo jutri en v redu dan in smo se odločili, da vse te stvari, ki se dogajajo, da vse te stvari, ki so v resnici nam šle narobe, da so mogoče znak, da se bo jutri zgodilo nekaj lepega. Večina ekipe je trenutno že v Bruslju, nekateri prestajajo tudi po drugih letališčih, ker ne morejo pristati trenutno v Bruslju in se bomo jutri zjutraj dobili in šli na glasovanje. Trenutno pač smo mi optimistični, upamo, da bomo imeli te glasove, upamo, da bomo dobili prvo zmago v Evropskem parlamentu za našo pobudo za varen in dostopen splav. Če se to zgodi, se bo zgodil tako v resnici neke vrste ne čudež, zato ker smo za to res garale, ampak eno res pomembno zgodovinsko dejanje in sicer to, da bomo vstopili v naslednjo fazo boja za varen in dostopen splav, v fazo boja za pač glasove na sami plenarki. Mi smo se odločili, da nas to, kar se dogaja, ne bo ustavilo, se imamo v resnici trenutno zdaj spet lepo. Metka nam je razlagala zgodbe o tem, kako so one se borile in kako se zdaj pač se borimo skupaj. In jutri se dobimo že ob 8 zjutraj s celo ekipo pred parlamentom, kjer imamo sestanek pred glasovanjem. Glasovanje bo že ob 9:30. Po moje se bo vse zgodilo v pol urah in bomo vedeli, kakšen je izplen tega vsega, kar se dogaja. Lepo nam je, ker bo eden od ljudi, ki bo tokrat glasoval, tudi Matjaž Nemec, tako da bo nekdo pač naš domač človek tam in se zaradi tega počutimo fino. Jutri bojo tudi gledanja glasovanja po Sloveniji, v Mariboru in v Ljubljani, tako da če imate čas, se dajte pridružiti. Mi pa smo rekli tako, konci teh slabih stvari, ki se dogajajo, konci negative, mi gremo tja, se imeti dobro, skupaj smo in karkoli se bo zgodilo, bomo nadaljevali z našim delom, karkoli se bo zgodilo, bomo fajtali naprej. Vam pa še enkrat hvala za vso podporo. Mi res ne moramo verjeti, koliko ste se povezali, koliko ste se organizirali v zadnjih dnevih, koliko pišete poslankam, poslancem, kaj vse počnete, da bi nam ratali. To je res en skupen projekt in če zmagamo, bo to skupna zmaga, če pa zgubimo, bomo pa skupaj nadaljevali ta boj do končnega uspeha. Tako da mi mahamo, gledam zdaj, koliko še imamo, še 2 uri pa 2 minuti do Bruslja in se vam javimo že zjutraj, ne bomo toliko dosti spale, ampak je vredno, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Tukaj Nika mi tako subtilno kaže, tlele je, mi subtilno kaže, da moram povedati, da jutri smo oblečeni v roza, pa mogoče povem še malo o tem, da bo Nika vesela. Torej, scena je taka, da nas tudi v Bruslju napadajo skrajno desni poslanci pa poslanke. In ena od njihovih najljubših linij napada je, da mi nismo resne, ker uporabljamo roza, ker uporabljamo bleščice in na živce jim gre, da se imamo dobro, ker se borimo, na živce jim gre, da počnemo, kar počnemo. In mi smo se odločili, da bomo jutri celo fucking Evropo oblekli v roza. Tako da imamo za vas posebno nalogo, da se oblečete v roza, da nam pošljete sliko, da ste z nami ob tem glasovanju. Jaz sem ful hvaležna za ekipo, ki je za to zdaj res delala že ful časa. Hvaležna sem za vse ljudi, ki so nam pomagali. In lih prej sem z mami se pogovarjala, ki me je spraševala,
kako smo, kako se počutimo, a imamo te glasove ali jih nimamo. Resnica je, da nismo ziher, ne vemo, lahko se zgodi marsikaj, ampak mislim pa, da smo v tej točki vsi v inštitutu res mirni in ponosni s tem, kar smo naredili, ker lahko rečemo, dali smo vse od sebe in ponosni smo zato, da smo sfurali, kar smo sfurali. Jutri pa pač naj svojo odločitev in svojo potezo potegnejo poslanci. Tako da, jaz se vam pač maham vam iz Nemčije, upam, da bomo kaj prej, sicer pa se slišimo jutri, obveščali vas bomo vsem in še enkrat hvala za vsa sporočila in podporo in vse.